Lep pomladni pozdrav v časorisovih videonovicah meseca aprila. No, kot vidiš, se ti tokrat javljam malo drugače, saj se tudi časorisovci držimo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa in čas ter delo preživljamo kar takole po svojih domačih redakcijah. Tokrat bomo spregovorili o spletu in kako se lahko zavaruješ pred nevarnimi vdori hekerjev. Zatem bomo pogledali, kako je čas novega koronavirusa vplival na čistejši zrak po Evropi in ob koncu še voščili časorisu za njegov 5. rojstni dan. A preden gremo na njegovo rojstnodnevno zabavo in upihnemo svečko na torti, pojdimo na splet. V teh dnevih izolacije veliko delamo in se šolamo od doma ter smo preko družbenih omrežij v stiku s svojimi prijatelji in znanci. Zaradi življenja na daljavo preživimo posledično več časa na spletu in ta je zadnje čase toliko bolj tarča številnih nevarnih hekerjev, ki vdirajo v računalniška omrežja in povzročajo škodo. Se kdaj vprašaš, kako je z varnostjo na spletu in kako se lahko ustrezno zaščitiš? Paziti moraš, da nikomur ne daješ svojih osebnih podatkov, imena in priimka, hišnega naslova in raznih gesel. Prav tako, da ne objavljaš osebnih slik brez dovoljenja staršev in se ne pogovarjaš s tujci. Prav tako, da ne odpiraš njihovih sporočil, pripomb, datotek ali pa povezav in da ne nasedaš velikodušnim obljubam, da ti bo nekdo nekaj podaril, pa četudi se zdi na prvi pogled tako zelo lepo in verjetno. Denimo, ker gre za neko obletnico podjetja. S tem lahko narediš že kar nekaj pomembnih korakov za svojo zaščito na spletu. Od nasvetov za varno povezovanje na spletu pa pojdimo ven, v naravo in na čist in svež zrak. Pandemija novega koronavirusa je prekinila dnevno rutino v večjem delu sveta, ustavile so se tovarne, pa tudi promet. Ukrepi so vplivali na to, da si je narava vsaj malo opomogla od našega onesnaževanja. Na Kitajskem denimo so že zabeležili, da je zrak čistejši. Tudi Evropska vesoljska agencija poroča o nižjih koncentracijah strupenega dušikovega dioksida v zraku v primerjavi z lanskim letom. Čistejši zrak so tako izmerili tudi v Rimu, severni Italiji, Madridu, pa tudi v Parizu. Iz narave pa pojdimo končno na veliko rojstnodnevno zabavo. Časoris namreč konec meseca praznuje svoj 5. rojstni dan in tega smo seveda vsi izjemno veseli. Časorisovci smo načrtovali, kako bomo skupaj praznovali, pihali svečke na veliki slavnostni torti, a zdaj bo lahko to vsakdo počel zase doma. Ker pa si želimo ostati povezani, bomo pripravili prav poseben video, da voščimo časorisu vse najboljše. Tako kot časorisovci vzklikamo vse najboljše za nas, želim ob koncu videonovic vse najboljše tudi tebi. Obdobje izolacije je namreč odličen čas, da se posvetiš tistim hobijem in aktivnostim, za katere ti je ponavadi vedno zmanjkalo časa. Da preživljaš čas svojo družino, se dobro naspiš in si kar se da ustvarjalen. Mogoče tako odkriješ tudi kakšen svoj nov talent. Mi se znova vidimo v videonovicah meseca maja, do takrat pa ostanimo vsi povezani, zdravi, aktivni in kar se da nasmejani. Čau, čau!